Pozdravljeni! Pred vami je drugi prispevek posvečen veliki nagradi 70. obletnice Formule 1, tisti pred kvalifikacijami. Tudi tokrat bom prve minute tega prispevka namenil vsem tistim tehničnim spremembam, novostim in dogodkom, ki so se zgodili na začetku tega dirkaškega vikenda. In moram povedati, da ekipa Racing Point bo v središču pozornosti. Začnimo kar s tistim prvim dogodkom, katerim mislim, da je pomemben. Sergio Perez je bil zopet testiran za COVID-19 in zopet je bil pozitiven. To pomeni, da bo preskočil že drugo dirko, drugo v Silverstonu, to namenjeno 70. obletnici Formule 1 in nadomeščal ga bo zopet Nico Hülkenberg. Mislim, da tu ni nobenega presenečenja. Samo, da bo vse malce bolj umirjeno, malce bolj sproščeno in upam, da ne bomo zopet videli napake, kot smo jih videli pred začetkom velike nagrade Velike Britanije. Kaj nas čaka za Španijo, ne vem, kaj ti gre za drugo državo, katera ima drugačno epidemiološko sliko, drugačne zakone in mislim, da Sergio Perez po britanskih zakonih mora biti vsaj 10 dni v karanteni. Kako se bo to končalo, bomo videli, ampak sedaj se koncentriramo raje na dirko, ki prihaja. In Racing Point je v središču pozornosti tudi v drugem delu tega kratkega pregleda. Namreč prišla je odločitev strani komisarja FIA glede tistih množice protestov, katere je vložila tovarniška ekipa Renault. In mislim, da boste mnogi malce zmedeni, namreč lahko ste videli kar nekaj naslovov o tem, kako je Racing Point nelegalen. A malo kdo se je na hitro prebil skozi tistih 14 strani obrazložitev, katere je podala FIA. In slika, katera izhaja iz tega dokumenta, ni tako črno-bela, kot se lahko zdi na prvi pogled. Namreč ugotovili so, da je ekipa Mercedes prodala ekipi Racing Point podatke in risbe za svoje zavorne košare. In to ni nič proti pravilu, napisali so tudi komisarji v svojem poročilu. Kajti, tedaj, ko se je to zgodilo v lanski sezoni, je bilo to dovoljeno. In komisarji so pregledali prednje in zadnje košare. Na prednjih niso ugotovili nič spornega, kajti uporabljali so jih že na prejšnjem modelu RP19 in nekako nadaljevali razvoj. Lani je bilo dovoljen nakup tega dela, razvijali so skladno s svojim konceptom in vse je legalno. Problem je na zadnjih zavornih košarah. Teh lani niso uporabljali oziroma niso uporabljali onih, katere smo videli na Mercedesu 210, čeprav so kupili skice leteh in načrte. Namreč bolid, ki je bil lani prisoten v ekipi Racing Point RP19, je imel drugačen kot ravnega dna, kot ga je imel na primer Mercedes 210 in zato so uporabljali drugačne zavorne košare. In zaradi tega, ker letos so uporabljali kot osnovo tisto, katero so dobili legalno od Mercedesa, je FIA ugotovila, da je bilo nekaj narobe. A ne na tehničnem področju, temveč na športnem področju. Zato je določila, da bo ekipa Racing Point izgubila 15 konstruktorskih točk iz velike nagrade Štajerske, 7,5 za en bolid, 7,5 za drugi bolid, a ni sledila diskvalifikacija. In tudi na naslednjih dirkah so dobili le opomin. Poleg tega morajo plačati 200.000 evrov za vsak bolid, torej skupaj 400.000 evrov in zgodba se tu konča. Namreč tudi naprej bodo lahko rabili te dele, kajti komisarji so ugotovili, da pač s tisto kaznijo 15 točk in 400.000 evrov so nekako izničili tisto fantomatsko prednost, ki bi jo lahko s tem dejanjem pridobili pri ekipi Racing Point. Seveda v roku 24 ur se še lahko pritožijo na to odločitev.
In tovarniška ekipa Renault je praktično ostala praznih rok. Upali so na diskvalifikacijo ekipe Racing Point, tako bi oni napredovali in dosegli več točk. A tako so samo, hočeš nočeš, naredili uslugo McLarenu, kajti med konstruktorji Racing Point ima sedaj 15 točk manj, Renault nima niti pol točke več. In seveda zopet primer, kako se mora biti zelo, zelo previdni, ko se vlaga protest. Namreč iz tehničnega vidika, kot sem že omenil, so zavorne košare na bolidu RP20 legalne. In zato jih bodo lahko rabili do konca sezone. Kvečjemu bo prišlo znova do kakega opomina, a kazen je bila izrečena do konca sezone. In sedaj mnogi boste začeli zgodbo, kako je Racing Point RP20 le kopija Mercedesa dvojni V10. Vsaj mnoge naslove v tem smislu pričakujem. A sam sem si vzel nekaj minut in začel z analizo. Namreč imamo kar nekaj zanimivih vidikov, kjer je videti očitne razlike. Prva je tam v okolici S-dakta na nosnem delu bolida. In lahko vidimo, da so oblike pravzaprav drugačne od tistega, kar bi pričakovali. In ja, imajo aerodinamični vpliv. Če pogledamo, kak je tisti izhod S-dakta, vidimo, da je čisto nekaj drugega. Še najbolj čudna je tista vdolbina, ki jo vidimo na Racing Pointu, tam okrog številke 27, če prav lepo pogledate. A to ni nič takega, kajti ta del praktično zakriva tisto vpetje, katero se skriva pod tem delom. In že tu vidimo kar nekaj razlik med Mercedesom dvojni V10 in Racing Pointom RP20. In seveda mnogi boste rekli malenkosti. A sedaj se bomo vrnili na tisto poročilo FIA, kjer so rekli, da predhodnik Racing Pointa RP20 je imel drugačen kot ravnega dna nad asfaltom, drugačno vrednost reka kot Mercedes dvojni V10. Pa primerjajmo rek, ki ga ima današnji Racing Point RP20 z Mercedesom dvojni V10. Sveda, na prvi pogled zgleda, da Racing Point ima malce večjega od tistega, kar smo videli pri Mercedesu. In sedaj bom dal še analizo te fotografije eno nad drugo in videli bomo, da kot je res drugačen in to ne za malo. Torej, če gledamo po konceptu bolida, aerodinamično RP20 ni popolnoma enak Mercedesu in Mercedes dvojni V10 je bil samo navdih in ga niso kopirali v vseh elementih. In mislim, da smo sedaj dokazali to tudi slikovno skicami. A pojdimo raje naprej na tiste tehnične novosti, katere so bile predstavljene na prostih treningih. Teh je bilo izjemno malo. V bistvu omembe vredna je samo ena. Nov zadnji aerodinamični profil na Mercedesu dvojni V11. A tu mislim, da gre za model, katerega samo testirajo za veliko nagrado Belgije in veliko nagrado Italije. Bistveno manjši kot ima še od tistega, kar smo videli prejšnji teden na veliki nagradi Velike Britanije. Zato tudi sumim, da ga ne bomo videli ne na kvalifikacijah in ne na dirki. A na Mercedesu kot zanimivost bomo videli eno novost. Namreč v čast Stirlingu Mossu bodo narisali na nosni del to potkev, kot vidite na fotografiji, katero smo zasledili na bolidih, katerih je vozil Sir Stirling Moss na začetku svoje kariere. Lep poklon šampionu iz preteklosti, a nič več od tega. Kar je zanimivo in je zopet na nivoju govorice, je to, da pri Ferrariju naj bi na tistem snemalnem dnevu, katerega sem že omenil v preteklem tednu, testirali nov menjalnik, kateri naj bi bil bolj to kot tistega, ki smo videli prej. Seveda, to, da je imel menjalnik pri SF1000 določene hibe, kar se tiče trdnosti, sem že omenil. Ampak videli bomo, kdaj ga bojo uporabljali, kajti menjalnik je eden od tistih elementov, katerega se ne sme prosto menjati in seveda komisarji zabeležijo menjavo. Ukolikor bo to res, pričakujem menjave v prihodnosti.
Kar se tiče pa elementov pogonskega sklopa, smo videli kar nekaj menjav. Najprej pri vseh ostalih pogonskih sklopih Mercedes smo videli menjavo elementa MGUK. V prejšnjem vikendu so ga menjali samo Lewisu Hamiltonu, sedaj tudi vsem preostalim. Videli smo tudi menjavo pogonskega sklopa pri ekipi Red Bull. Honda je prinesla enako specifikacijo motorja z notranjim izgorevanjem, turbine in MGUH. Zaradi obrabe naj bi vgradili nove elemente, katere naj bi potem lažje rotirali. Pri Maxu Verstappenu smo videli tudi, da se je zamenjalo kompletno še ostale elemente, tako da je na enaki stopni, kot jo ima Alexander Albon. Pri skuderiji Alfa Tauri v to menjavo niso še šli, ker niso sigurni, kar je na pogonskem sklopu Danila Kvyata in Pierre Gasly ima že kar lepo število elementov pogonskega sklopa porabljenih. Toliko za enkrat, kar se je zgodilo na prostih treningih glede z tehnične strani. Rezultati prvega in tudi drugega prostega treninga me pa žal niso presenetili. Namreč že v uvodnem prispevku sem bil malce črnogled, kar se tiče izbora pnevmatik, a na teh dveh prostih treningih sem dobil potrditev na moje zle slutnje. Namreč na prvem prostem treningu so vsi vozniki uporabljali le soft pnevmatike. Na drugem prostem treningu so si privoščili eno tršo. V večini primerov se govori o medium pnevmatiki, le oba voznika tovarniške ekipe Renault sta bila malce bolj drzna in porabila eno hard pnevmatiko. A tako s strani tovarniške ekipe Mercedes kot s strani ekipe Red Bull je prišla novica, da ta soft pnevmatika, tista C4, je neprimerna za progo v Silverstonu. V hitrem krogu naj bi se tako pregrela, da v zadnjih ovinkih sploh ne bi imela več oprijema in je za pričakovati to, da bomo videli na kvalifikacijah najhitrejši čas celo na medium. Seveda, videli bomo na samih kvalifikacijah, kako se bo odvilo vse skupaj, a vseeno na prostih treningih, ko ne gredo na polno, smo videli mehurjenje na pnevmatikah. In to ne naprimer pri tovarniški ekipi Mercedes, ampak malo da ne pri vseh ekipah. Še en dokaz k temu, da to nekako poživitev dirke z mehkejšimi pnevmatikami si je izmislil nekdo, kateri ne ve pravzaprav, zakaj gre pri športu, kot je Formula 1. Vsaj tako je moje mnenje. A poglejmo malce razmerje moči, ki smo ga videli na prostih treningih. Mislim, da smo si lahko enotni pri tem, da v enem tednu se razmerje moči v Formuli 1 ne more spremeniti, še posebej, ker nismo videli nobenega tehničnega razvoja, nobene tehnične novosti. A to, da bosta Mercedesa na prvem in drugem mestu, mislim, da je bilo znano dejstvo. Zanimivo je bilo vse tisto, kar se je zgodilo za njima. Videli smo zanimiv čas Daniela Ricciarda, čeprav pri tovarniški ekipi Renault bom zmeraj previden pri napovedih. Dober je bil tudi Max Verstappen, čeprav se je malce skrival in mislim, da ni konkurent ne Valtteriju Bottasu, ne Lewisu Hamiltonu. Malce se je skrival tudi za majhnim številom krogov, a vseeno zaostanek je velik. Tista dva, katera sta opravila, po mojem mnenju, dobro delo, predvsem v drugem prostem treningu, sta oba voznika ekipe Racing Point. Kljub velikemu pompu, kateri je okrog te ekipe, smo videli Lensa pa Nika na 5. in 6. mestu, kar je super rezultat, vsaj glede tisto, kar smo videli prejšnji teden. A počakajmo raje kvalifikacije. Tudi pri McLarenu so bili malce hitrejši od tistega, kar smo videli prejšnji teden, a zopet ne dam za njih roke v ogenj. Pri Ferrariju so pa kazali malce manj leska kot prejšnji teden, a mogoče je tudi to le igra. Zaostanek je v vsakem primeru gromozanski in vzame kar precej morale, ko se pogleda to razpredelnico, ki je sta oba voznika znane skuderije. K temu je še treba dodati tehnične težave, ki smo jih videli pri Sebastianu Vettelu. Namreč tik pred koncem kvalifikacije se je ustavil in mnogi so kričali, da gre za okvaro na pogonskem sklopu. A če pogledamo fotografijo, vidimo, da curlja rdeča gosta tekočina po dnu njegovega Ferrarija SF1000.
Seveda, jaz sem samo opazovalec, kateri je doma in ne na progi, a kolikor mi je znano, tudi hidravlična tekočina je malce bolj gosta in take rdeče barve. Lahko se motim, lahko gre za kako posebno mazivo. A vseeno, okvara je lahko na pogonskem sklopu, lahko je na menjalniku ali na kakem sekundarnem perifernem sistemu, kateri je rahlo spuščal. Zato lahko tudi pričakujemo, da mu ne bodo menjali kakšne komponente pogonskega sklopa. A videli bomo to vse jutri. Vseeno, kot sem povedal, niti mehkejša pneumatika ni pomagala SF1000, da bi se približal Mercedesu, vsaj tako kažeta prvi in drugi prosti trening. Pred koncem prostega treninga smo videli tudi okvaro, tokrat na menjalniku potrjeno pri Antoniju Giovinazziu. Torej, dva pogonska sklopa Ferrari in menjalnika sta imeli težave v zadnjih trenutkih drugega prostega treninga. Bomo videli, kaj bo to pomenilo za vnaprej. Mi gremo po našem ustaljenem urniku naprej. Jutri, 15 minut pred 3. uro popoldne, začnem s prenosom kvalifikacij na strani Facebook Pagers Way. Vabljeni z vašimi komentarji, pripombami in mnenji. Po kvalifikacijah bo pa sledil tisti običajen zadnji briefing, kjer si bomo ogledali rezultate kvalifikacij, skupaj dodali še tisti ritem in skušali napovedati seveda, kaj se bo zgodilo na sami dirki za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.